Lepo pozdravljeni v prostorih Slovenske matice na predstavitvi knjige Slovenska Istra 2, ki jo bojo v okviru zbirke Slovenske pokrajine predstavljala urednika Mitja Guštin in Salvator Žitko, ki ima gre zahvala za to, da smo dobili še eno debelo pokrajinsko knjigo. Torej, tokrat z družbeno vsebino, prirodoslovno, naravoslovno smo izdali že pred nekaj leti. Pogovor bom moderiral in vodil Franko Juri, ki se mu tudi za to zahvaljujemo. In hkrati naj najavimo kar za nekaj let naprej. S tem seveda tovrstne naše knjige niso končane, gre za zahtevne projekte, ker združujemo strokovnjake različnih naravoslovnih in družboslovnih panog. In to je eno od temeljnih poslanstv Slovenske matice, da pravzaprav znanstvenike, ki so včasih vse preveč specializirani, spravi pod istim krovom, k istim prireditvam, k skupnim projektom. Torej, in bomo tudi ta projekt Slovenske pokrajine še nadaljevali, tako da upamo, da se lahko čez kakšno leto, dve zopet nadejamo naslednji knjigi v tej zbirki. Zdaj pa predajam besedo našim nastopajočim. Najlepša hvala. Hvala lepa za priložnost in vabilo. Kot vidimo, prihajamo z našo Istro v Tartinijevem letu in jaz bi samo povedal nekaj uvodnih besed. Pred 50 leti in več je nastala ta slika, fotograf je bil Jernej Pavšič, sedi tam z nami, glavni urednik serije Slovenskih pokrajin. Po 50 letih sva se slučajno srečala pod tole hišo in pravi, poznaš koga, ki bi napisal članek takšen ali drugačen o zgodovini, arheologiji Istre? Jaz sem rekel, poznam, sem rekel, ampak članek je malo premalo, je treba malo točno širše. No, beseda je dala beseda, podprla nas je Slovenska matica, takrat gospa Ignacija Fridl-Jarc, je rekla, dajte to narediti. No, in jaz sem potem pripravil 4 strani enega scenopisa, kaj bi v tem delu, širšem delu humanističnem bilo. Vstopil sem do prijatelja Salvatorja Žitka, sem rekel, poglej, tole bi pa bila priložnost, da mi uveljavimo naš domač kraj tudi znotraj te serije, malo obsežnejše. No in izpopolnjen ta scenarij, tega smo potem začeli pred slabimi 4 leti z delom. In tako je nastala knjiga, ki je pač danes pred vami, se pravi Slovenska Istra, zgodovina in družba. Jaz bom se v tem prvih besedah, kljub vsemu je moja dolžnost, najprej se zahvaliti vsaj tistim, ki so nam na tej poti do izdelka tega knjige pomagali, seveda vsem avtorjem, ki jih ne bom našteval, in številnim drugim. V prvi vrsti seveda moštvo Slovenske matice, tukaj razen gospe Jarčeve, Fridl-Jarčeve, urednica Miljana Cupta in gospa Katja Kleindist. In seveda na drugi strani smo se takoj povezali z Librisom v Kopru, z založbo, ki seveda v veliki meri pokriva izdaje Slovenske Istre, z gospo Ingrid Celestina, ki je tudi tukaj prisotna. Tako da bi rekel, da je to tisto očetovstvo nastanka knjiga. Zelo pomembno v tej knjigi je bilo seveda besedila avtorjev, obenem pa tudi ilustrativno gradivo. Naša želja je bila, da predstavimo tako rekoč Istro v sliki in besedi, predvsem da postavimo kulturno krajino in seveda kulturo, ki je pač v tej krajini skozi tisočletja nastajala in jo danes tako bolj drugače občudujemo. Projekt seveda ni predvidel posebnega fotografa, zato je bila velik napor pridobiti dobre fotografije, da bi lahko pač ustrezno poslikali našo slovensko Istrijo. Prva, ki me je k temu nekako spodbudila za svojimi slikami, je bila Romana Kačič,
ki mi je ponudila 3-4 slike te terasaste pokrajine, teh visokih klifov, s katerih smo nekako dopolnili prvo izdajo, se pravi tisto, kar vsi Slovenci danes prepoznamo, in potem seveda se moram tukaj tudi javno zahvaliti fotografu Jaki Jeraši iz Kopra, ki je dal ljubeznivo na razpolago velik fond svojih slik v nekem svojem profesionalnem življenjskem razdobju, s katerimi smo primerno ilustrirali vsebino te knjige. Seveda je bilo tukaj skup drugih sodelavk in sodelavcev, od lektoric Vesne Ton-Slamut do Saše Buti, do prevajalk Špele Truden, Andreje Mavr in Eve Brajkovič, in seveda čisto na koncu, ko smo že vsi precej onemogli, je knjigo korektorsko obdelala gospa Brigita Judež. Postavitev je seveda enaka, kot je bila pač knjiga ena, z nekimi drobnimi spremembami, vendar je bilo treba vložiti v stare in nove fotografije veliko truda, da smo dobili ta izdelek, za kar se bi rad javno zahvalil Žiga Okorno in Barbari Sirk, ki sta pač pomagala pri ureditvi te knjige. In pa seveda treba je tudi povedati, da je knjiga kvalitetno stiskana po zaslugi tiskarne Žnidaršič v Kranju. Na koncu, na zadnji strani je dolg spisek ljudi, ki so pomagali pri zbiranju, pri iskanju, pri dostavi, da tako rečem, fotografij, zato ker je pač knjiga polna različnih arhivskih dokumentov, arhivskih posnetkov, starih razglednic, tudi novih slik in pa seveda posnetkov umetniških fotografij oziroma umetniških del. Tako da je tam ena zelo dolga vrsta posameznikov, ki so nesebično pomagali, da imamo izdelek takšen, kot je pred nami. S tem bi jaz končal, še enkrat sem najlepša hvala in bi prosil za besedo ravnatelja Pomorskega muzeja Sergeja Mašera v Piranu, ki je ljubeznivo pristal na to, da bo nas nekako seznanil z glavnimi, da tako rečem, temami te knjige. Hvala, Mitja. Sej si povedal skoraj vse, ne? Po tej čudoviti knjigi. Jaz bi se tudi zahvalil tako Mitji Guštinu kot Salvatorju Žitku za povabilo. Pač sta mi zaupala vodenje tega pogovora, ki bo seveda sproščen, tako kot je sproščen naš Mediteran. Zahvalil bi se Slovenski matici in založbi Libris, ki je tukaj prisotna tudi z kolegico Ingrid Celestina. Vidim tudi nekaj soavtorjev te publikacije. Pozdravil bi dr. Nevenko Troho, moj soravnik, mislim, da je tudi Nataša Rogelija. Skratka, nekaj predstavnikov avtorjev. O dveh pobudnikih tega izjemnega dela pa seveda nima smisla govoriti preveč, ker sta oba zelo znana. Mitja Guštin, doktor arheologije, kot veste, zaslužni profesor Univerze na Primorskem, zaslužni doktor Univerze v Innsbrucku, dolgoletni direktor oziroma vodilni Inštituta za mediteranske študije v Piranu. Smo tudi sodelovali kot Pomorski muzej in seveda velik, izjemen poznavalec Istre, slovenske Istre in ne le Istre, ampak tudi seveda evropske arheologije. Spominjam se tudi čudovitega darila o neki poti po Španiji, ki mi je podaril leta nazaj in je res tudi taka izjemna publikacija.
Dr. Salvator Žitko, zgodovinar, umetnostni zgodovinar, dolgoletni ravnatelj Pokrajinskega muzeja v Kopru, torej nekakšen kolega, bi rekel, tudi predsednik Zgodovinskega društva za Južno Primorsko in urednik ugledne revije, zgodovinske revije Anales. Tudi Salvator Žitko, kljub temu, da je že v pokoju, je izjemno aktiven, sodeluje, seveda je po mojem in po splošnem mnenju eden najboljših ali najboljši poznavalec zgodovine in umetnostne zgodovine naše slovenske Istre. Skratka, imamo publikacijo, ki je ne le da je obsežna, ampak je vseobsegajoča, zajame zelo širok spekter tematik, predvsem pa je poudarjena seveda zgodovina, arheologija, kajti najdaljši prispevki so prav zgodovinski, 3 poglavja, ki jih podpisuje dr. Žitko, izjemen prispevek o arheologiji, kjer je dr. Mitja Guštin sodeloval tudi z drugimi priznanimi arheologi, Matej Zupančič in Snežano Karinjo iz našega Pomorskega muzeja. Dejstvo, da so mene povabili k predstavitvi te knjigi kot ravnatelja Pomorskega muzeja, mogoče ima določen pomen. V knjigi je morje zelo poudarjeno. In to vidimo že pri uvodnih tekstih, po tistem prvem uvodu lahko preberemo zanimiv prispevek dr. Pavlihe, ki govori o morju, o pomenu morja za Slovenijo, kajti ta obala, ta 46-kilometrska obala Istre pomeni dejansko okno v svet. In to morje je oblikuje ne samo tisti mediteranski značaj ob sami obali, ampak vpliva na zaledje, in seveda na kulturo, na zgodovino, na povezanost z mediteranskim prostorom. No, če gremo naprej, se knjiga nadaljuje z izjemnimi zgodovinskimi prispevki dr. Žitka, z arheologijo, ki sem jo že omenil, in se potem seveda nadaljuje in razvija z različnimi tematikami, nekatere so tudi zgodovinske, recimo novejšo zgodovino obdeluje dr. Nevenka Troha, ena najboljših poznavalk seveda te novejše zgodovine Slovenije. Imamo pa tudi prispevke različnih strokovnih profilov, nekateri prihajajo iz novinarstva, drugi iz akademskih krogov, tretji so aktivni promotorji kulture, istrske kulture. Zanimivo, in o tem bo govoril verjetno tudi dr. Žitko, je ta stalna vzporednica dveh svetov, dveh kultur, ki se stalno prepletata v Istri. Na eni strani romanski svet, beneška italijanska kultura, vzporedno pa slovanski svet, pretežno seveda istrsko-slovenski, šabrinski. In so prispevki zanimivi, tudi jih nekje razumeti vzporedno, kako sta ta dve kulturi, ki nista bila vedno v idiličnem sožitju,
ampak vendar sta sobivale. Sobivale in sta souvplivali tudi. Jaz mislim, da so vplivi ene in druge kulture izredni. Ampak da se ne bom zdaj zadržal pri vseh prispevkih, knjiga se zaključuje z zelo aktualno analizo gospodarskega vzpona in tudi padca in naše slovenske Istre, ki ga je podpisal znani novinar Dela, tudi on že upokojen, ampak zelo aktiven, Boris Šuligoj. Vemo, kaj se dogaja danes s slovenskim turizmom, kaj se obeta v prihodnosti. Zato je to knjigo, mislim, da je treba razumeti kot podlago za razumevanje sedanjosti. Tako kot je zgodovina, arheologija ključna za razumevanje kulturnega prepletanja in družbenega dogajanja danes. Zato se bom tukaj tudi ustavil in bom postavil eno uvodno vprašanje obema avtorjema. Najprej naj pohvalim že naslovnico, mislim, da je avtor Jaka Jeraša, odličen fotograf. Sem ga takoj opazil in sem takoj asociiral to naslovnico z eno našo razstavo, kjer smo razstavljali prav tako nekatere čudovite fotografije Jake Jeraše o regatah starih bark. No, in ta poudarek na morje se mi je zdel zelo zanimiv. Tudi ob prebiranju vseh člankov se morje stalno pojavlja, kot vez, kot povezava s svetom, z različnimi kulturami, z multikulturnostjo našega prostora in z tega vidika recimo, da je prav v tej knjigi nekakšna dodana vrednost, ki jo je treba tudi izjemno ceniti. Pa še ena stvar me intrigirala od samega začetka. Knjiga je išla hkrati z eno zelo zanimivo razpravo o poimenovanju naše regije. Jaz bi rekel, da ta knjiga je nekje zakoličila dokončno odločitev, morda nehote, ali zavestno. Do zdaj smo poznali naš del Istre kot obala. Obala, Koprsko primorje, Šavrinsko, Gričevje, Šavrinsko primorje, Istra, slovenska Istra z malo začetnico, slovenska Istra z veliko začetnico. No, začela se je pri nas ena zanimiva razprava, ki je prešla že v politično sfero, torej razprava, ki se odvija tudi v občinskih svetih naših občin, in ta knjiga je zelo jasna. Imenuje se Slovenska Istra 1, Slovenska Istra 2. Torej, a sta se zavedala moči tega imena in kaj menite pravzaprav danes v vseh teh razpravah glede na vsebino vajne oziroma skupne knjige? Je upravičeno to poimenovanje? Nekateri bi želeli samo Istro, nekateri pa slovensko Istro. No, najprej žogica vama. No, bom jaz najprej na naslovnico. Naslovnica je bil velik izziv. Prvič mora biti format, drugič kaj na naslovnici povedati. Na tej naslovnici so 3 elementi. Eno je morje, drugo je stari Piran, se pravi beneške tradicije. Mimogrede, to je moja stran Pirana, tukaj sem jaz gor rastel na tej severni strani. In tretje, kar je pomembno, je seveda pogled v bodočnost. To so te velike jadrnice, ki pač plujejo novi perspektivom nasproti. To je moja razlaga pri izboru te naslovnice, ki smo težko do nje prišli, ker enostavno primernih stik po formatu, po določeni zgradbi knjige pač ni bilo lahko najti. Zdaj, k vsebini Slovenska Istra,
mogoče danes ni ravno tako žgoča razprava tukaj, zato bo pa potem, ko se bomo nekje v Kopru, pa mogoče vizoli srečali to bolj realno. Jaz pač moram povedati, ker je glavni urednik prve knjige tukaj, da sem seveda jaz takrat predlagal naslov Istra med Žavljami in Savudrijo ali pa med Slavnikom in dolino Dragonje. V glavnem sem pač skušal dati enopisni naslov, ampak že leta 2017 so pravzaprav odločno rekli, ne, to bo knjiga Slovenska Istra in seveda mi na drugi knjigi smo temu sledili tudi skozi tekste, smo ves čas pazili na to, da spoštujemo pravzaprav nastavek, ki je bil dan v prvi knjigi. Jaz bi danes težko rekel, grem v Istro, ker Istra je velika in grem seveda lahko v Rovinj, v Pazin, kamorkoli. Se pravi, moramo dati nek prilastik, to je pa seveda Slovenska Istra, kadar rečem, da grem na določeno območje, ne čisto podrobno, Piran ali Koper, da pač je to povsem upravičeno. To je od mene ven iskreno povedano, kako je prišlo do platnice in pa seveda, da je ta, bi rekel, velik formalni zastavek za tiskom Slovenske Istre ena, pravzaprav že vse naredil. Tako da mi danes lahko veliko razpravljamo, pa ne zato, ker imamo dve debeli knjigi pred sabo, ampak v prvi knjigi je prav tako, so avtori argumentirano se postavljali za naslov, ki so ga v knjigi predvideli, mi smo potem seveda v tej drugi knjigi to spoštovali. Izvoli. Hvala. Ja, hvala. Torej, najprej hvala vsem, zlasti kolegi Mitju, ki me je povabil k sodelovanju. Jaz sem pač seveda rade volje pristal, mogoče se niti nisem zavedal, čemu grem naproti, ampak koncu kot človek enkrat sprejme tak izziv gre do konca. Poglejte, naslovnica dejansko kaže, kje je knjiga nastajala. Dobesedno je nastajala na Piranski punti. Torej, tam na srečo ima Mitja njihovo poletno hišo, ki je čisto blizu punte in moram reči, da že dolgo nisem tolikokrat prehodil Piranskih ulic kot lansko poletje, ko sem hodil k njemu, da so usklajevala tekste, prekladala fotografije gor in dol. Ampak, torej, morda tudi je zato ta motiv, ima dva pomena v ozadju, to se pravi, tudi simbolno kaže, kje je ta knjiga nastajala. Po drugi strani pa, jasno, gledajte, fenomen meja je eden od, bi rekel, tistih fenomenov, ki jih je bilo treba vključiti oziroma nekako dati v ta pregled, vsebino same knjige, ki je seveda značilno za ta obmejni prostor, temu se ni dalo izogniti in marsikomu seveda danes ni razumljivo, veste, ko se pripelje na obalo, ko gre proti mejnemu bloku Dragonja, zakaj so tam take vrste poleti, mi smo včasih se hodili kopati, pravzaprav redno ob vikendih, ob koncu tedna v Kanegru, v Katoru in tako naprej, proti Novigradu, noben problem, nisi pravzaprav opazil, ko si šel preko meje, ker je bila to samo administrativna meja. Danes se zapeljete pa mimo bloka Škofije, niti se ne zavedate, da ste pravzaprav v Italiji. Včasih smo pa tam stali tudi kakšno dobro uro. Se pravi, fenomen meja je eden od tistih, ki je prav gotovo označeval ta prostor skozi stoletja in nekako je bilo treba malo več stvari pojasniti. Jaz sem v zaključku svojega pregleda malo podrobneje pravzaprav želel nakazati ozadja oblikovanja, kdaj se je začela pravzaprav slovensko-hrvaška meja oblikovati, kaj je bilo vse v ozadju, ne samo lokalni problemi, ampak pravzaprav mednarodni. To se pravi od Velike Britanije naprej. To so bili veliki interesi, kje je bilo staviti to mejo, kajti prostor prav gotovo je bil, veste, eno tako žarišče mednarodne diplomacije in
poglejte, leta 1945 ti problemi Istre niso končali, na nek način so šele začeli. Ne. No in, torej, zakaj toliko pravzaprav tekstov posvečenih zgodovini? Dva razloga sta. Eden je prav gotovo moja lastna izkušnja pri številnih publikacijah ali pa tudi uredništvih publikacij, ker sem naletel na eno tako zelo arogantno stališče, češ pa ja ne bomo, kaj nas briga pravzaprav, kaj se je v tem prostoru dogajalo do leta 1945. Ne? Od 1945, ko smo osvobodili to območje, ko smo začeli pravzaprav graditi svojo državo, svoj sistem, ne bomo vendarle dajali večji poudarek temu obdobju. To se pravi, odnos do zgodovine, odnos do preteklosti. Ne? To je temeljni odnos, ki si ga mora človek, če živi, pa se ukvarja z zgodovino, v tem prostoru vendarle samim sebi postaviti. Ne? Ali spoštujemo preteklost, ali jo ne spoštujemo. Ne? Pred leti, poleti smo imeli en zelo zanimiv simpozij v Kopru z naslovom Zgodovina pozabe. Nekaj francoskih kolegov je sodelovalo, zato smo dali potem tudi podnaslov Histoire de l'oubli. Torej, kaj je šlo v pozabo, kaj ni šlo v pozabo, marsikaj, seveda prvič zaradi fašizma, ampak tudi zaradi povojnih razmer. Se pravi, da tukaj je prav gotovo, to je en ta moment, ki je nedvomno izjemno pomemben. Drugi, zame izjemno pomemben, ker sodelujem v številnih društvih. Veste, v nekaterih govorimo samo slovensko, v drugih govorimo slovensko, hrvaško in italijansko, v tretjih govorimo samo italijansko, zaradi tega, ker je večina članov prihaja ostra meje italijanskih kolegov. To je danes realnost Istre, veste. To je, bi rekel, en multikulturni prostor, ki ohranja ta značaj in ki ga je treba videti kot vrednoto. In jaz dejansko ga vidim kot vrednoto, no in zaradi tega se tukaj, veste, prepleta ta zgodovinski spomin in moj osebni, ko sem prišel pravzaprav nekje pri 15 letih v ta prostor, ki ga nisem poznal in sem si postavil nekako 3 načela, ne, ko sem se včasih usedel v koprsko ložo in opazoval trg, opazoval Pretorsko palačo. Se rekel, zame so 3 momenti izjemno pomembni. Gledati, videti, dojeti. Italijani imajo lepe izraze, guardare, vedere, comprendere ali pa capire, kako hočete. In zlasti ta zadnja beseda je izjemno pomembna, dojeti, razumeti, doumeti. Ta prostor ni tako preprosto doumeti, je zelo raznolik in ta raznolikost dejansko se zrcali. Smo želeli, da se zrcali v tej knjigi in tako kot je Franko omenil uvodoma, torej tukaj sta nekje 2 pojava simptomatična, izjemno pomembna. Ena je tako imenovana dihotomija med mest in podeželjem, druga je pravzaprav ta dvojnost, ta dvojna, torej 2 kulturna kroga, mestni z vsemi svojimi značilnimi atributi in zaledni, seveda spet s svojim jezikom, s svojimi običaji, svojimi navadami. Torej, želeli smo dati res čim bolj kompleksno podobo tega prostora in jaz upam, da smo uspeli, da smo dobili prave avtorje, ki so znali umestiti v besedi, rekel, to specifiko tega prostora. In jaz sem, rekel, v zaključku svojega uvodnega poglavja knjigi Na pot, ker sem seveda moral na nek način ta prostor predstaviti, geografsko umeščenost, pa seveda potem vse tista relevantna dela, ki so jih že v preteklosti v različnih jezikih, pravzaprav popotniki ali drugi avtorji pisali in seveda, rekel, tudi na nek način postavil potem v zaključku, torej ko sem to pokrajino označil kot pokrajino z bogato naravno in kulturno dediščino, kot multikulturno, kot območje, kjer se oblikuje ali ustvarja mreža visokega šolstva in tako naprej. Torej sem si postavil neko temeljno vprašanje in sicer tako sem mislil, ali pri tem, torej ko
avtorju ponujam to podobo, ostaja temeljna dilema, koliko je ta prostor vstopil v našo nacionalno in kulturno zavest z vsemi danostmi in posebnostmi oziroma s svojo specifiko kot posledico skoraj tisočletnega razvoja na obrobju današnjega slovenskega nacionalnega prostora. To se mi je zdelo temeljno vprašanje, na katerega lahko rečem, da me marsikaj prepriča, da je temu tako, da je dejansko ta prostor vstopil v našo kulturno in nacionalno zavest. In poglejte, ena od teh potrditev je današnja predstavitev. Torej, ta velika pozornost Slovenske matice, torej velika naklonjenost, da je šla v ta založniški projekt, ki ni bil preprost, verjetno, ki ni bil ravno tako poceni. Marsikaj me pa žal prepričuje, da pa temu še ni tako. Torej, poglejte, mislim, da je že lanska pandemija, lanska kriza, to se pravi, ko smo bili tako rekoč zaprti, ne? In ko bi rekel, je bila edina alternativa, da so ljudje, ko so dobili turistične bone, kam lahko šli, na slovensko obalo. In ko sem se sprehajal tam pri Bernardinski cerkvici, ki je okrožena z turističnim naseljem, jaz sem videl ogromno Slovencev, so prihajali, torej kakorkoli, torej parkirišče je bilo vedno polno. No in zame je bil to znamenje, sem ko vidiš, koncu, tudi ta stvar je za nekaj bila koristna, se pravi, da je veliko Slovencev na novo odkrivalo ali pa spoznavalo, da imamo en lep kos morja, imamo svojo obalo, torej skratka, en prostor, kjer se lahko, bi rekel, tudi kopajo v morju. Po drugi strani me seveda pa marsikaj še vedno prepričuje, da ta prostor ni stopil v našo zavest. Kar nekaj, bi rekel, imam takih spominov, še iz časa, ko sem vodil muzejsko stavbo, ko, na primer, smo snovali, tudi tukaj omenjam pač te osebnosti vidne, ne morem mimo njih, od koprskega škofa Petra Pavla Bergerja, ki ima lep spomenik, če se sprehodite tam proti Belvederju v Kopru. Torej, ko sem pred leti, takrat mislim, da še ni bilo Ministrstvo za kulturo, da je bila kulturna skupnost Slovenije, vprašal sem, rekel, veste, kaj mi pripravljamo en simpozij, pa eno razstavo, pa eno publikacijo o Petru Pavlu Bergerju in o Džanu Rinaldu Karglju. Namesto odgovora, veste, sem dobil potem tako eno grdo opasko. Veste, kaj je gospod Čitkov? Rekla, verjetno pač me je poznala. Kaj boste enkrat nehal vleči ven te vaše Italijane. Torej, to me je rekel, spravljal v eno zadrego oziroma v eno čudno razmišljanje, sem rekel, kam pravzaprav sodi ta prostor, če ti nekdo, ki dela v kulturi, da tako opasko oziroma tako pripombo, ne da bi se pravzaprav zavedal, o čem govorim. Peter Pavel Bergeri, poglejte, ki smo ga na nek način šele leta 1998 dobesedno rehabilitirali. Peter Pavel Bergeri ni nikoli omenjen, ko govorimo o Primožu Trubarju, ko proslavljamo dan reformacije. Torej, ko sem letos želel oziroma nekako računal na to, da bi morda v delu, ki ga vsi beremo in seveda tudi jaz in me navdušuje s svojimi članki in sem počaščen, da je danes ena najboljših novinark Mimi Podkrižnik tukaj med nami, ampak
Kakorkoli pa sem prosil, če bi lahko vendarle torej, na nek način predstavil ta problem oziroma opozoril na to, kaj je za enega in kaj je za drugega pomenilo njuno poznavanje, njuno sodelovanje, ko sta bila v izgnanstvu v Južni Nemčiji, kaj je za Trubarja pomenil Vergeri in kaj je za Vergerija pomenil naš Trubar. Mi smo seveda ponosni na slovensko knjigo, torej na prvo slovensko knjigo, nikoli pa si seveda nismo pripravljeni priznati, da je sam Trubar v uvodu v svoj testament zelo jasno napisal: razen Bogu se moram zahvaliti temu gospodu Petru Pavlu Vergeriju za vso pomoč, moralno in materialno, ki mi jo je nudil pri mojem delu. To so morda drobci, morda so malenkosti, pa vendarle niso malenkosti. Mi smo v tej knjigi samo z 2 naslovnicama pravzaprav opozorili na velikega slovensko-italijanskega pisatelja iz Strana, Fulvia Tomico. Ob njem je potem naslovnica njegovega znanega romana o Petru Pavlu Vergeriju in Male viene del Nord, torej Zopet prihaja s severa. Seveda, jaz vam bi lahko tukaj še 2 uri pripovedoval, kakšne so moje izkušnje, moji pogledi, moje poznavanje Fulvia Tomica, najino srečanje, koliko je meni dalo, koliko mi je pomenilo pravzaprav, da mi je pred tolikimi leti Založba Lipa v Kopru zaupala njegov rokopis, ki je takrat nosil še nek drug naslov, torej delovni naslov, torej ukazal za Cinquecento. In ko sem to pripovedoval Fulviu Tomici, ki je zdal takrat svoje delo in je koprska televizija posnela razgovor v moji pisarni v muzeju, so se potem 1 uro pogovarjala, bil mi je izjemno hvaležen. In prva pot, ki je bila v Milano, mi je potem poslal tudi svoje delo z svojim posvetilom. In torej, v tem posvetilu je napisal: a Salvatore Žitko, compensiero, affettuoso e riconoscente. To se pravi, prijazno, ljubeznivo in hvaležno mislijo. Fulvio Tomica, danes je posvečen Forum Tomica, tudi tukaj imamo logotip. Je pač neka osebnost v polpretekli istrski zgodovini, ki za ta prostor ogromno pomeni, ki dobesedno združuje italijanski, slovenski in hrvaški del Istre. In torej, ta simbioza, ta povezanost tega prostora, veste, je nedvomno torej, velika vrednota, večja, kot si morda lahko predstavljamo. In ravno zaradi tega seveda je popolnoma razumljivo, da tukaj brez nekega podrobnejšega zgodovinskega prereza, čisto preprosto, te knjige ne more biti, torej, oziroma ne bi smela biti. In jaz upam, da je ta knjiga prišla v pravem času na knjižne police, oziroma v prodajo, da si jo bo marsikdo lahko tudi nekako prebral in torej, da bo morda njegovo videnje in njegov pogled nekoliko drugačen, ali pa da bo dobil veliko tistega odgovora na vprašanje, ki si jih je morda prej zastavljal, pa pravzaprav si jih ni znal pojasniti. Hvala, Salvator. Jaz sem hvaležen dr. Žitku, ker je izpostavil zapletenost tudi
konceptualna zapletenost našega prostora, sobivanje, sožitje dveh kultur. Morda ni naključje, da danes predstavljamo to knjigo na dan, ko onstran meje v Italiji obeležujejo dan spomina, kot pravijo temu. Spomin na Exodus, na fojbe, na dogajanje po drugi svetovni vojni. Ampak, kje je razlika med to knjigo in tistim dnevom? Da v Italiji žal prevladuje še enostransko dojemanje zgodovine v Istri. Da v Italiji nismo še doživeli take publikacije, ki bi posvetila toliko prostora tudi drugemu Trstu, drugi Italiji, ki živi, torej slovenski stvarnosti, onstran meje, obstajajo publikacije. Ampak, če gledamo nekaj obsežnega, kot je to, kjer je dejansko pristop do kultur, ki sobivajo in živijo ena v drugi v Istri, ta pristop je brez predsodkov. In to je največja dodana vrednost te publikacije. Ni predsodkov, prevladuje odprtost, prevladuje pluralnost razmišljanj, kulturnih, recimo, vzorcev, drugačnih, različnih interpretacij, kajti tudi zgodovina, zlasti zgodovina, ki se odvija v tako zapletenem prostoru, kakršnem je Istra, ne more biti enostransko razumljena. Je verjetno več zornih kotov, je več interpretacij in vse so legitimne. Kot veste, je Slovenija in Italija že zdavnaj se dogovorili za skupno pripravo, mislim, da je Nevenka Troha bila ena od protagonistov takratne združene oziroma skupne komisije, ki je pripravila poročilo, zgodovinsko poročilo o slovensko-italijanskih odnosih. No, poročilo je že zdavnaj dokončano, leta 2000, mislim, da 2001 je bil tudi uradno predstavljeno, ampak od takrat še vedno na drugi strani, kot da ga ni. Hočem reči, da v tej publikaciji je veliko tega, kar bi morali skupaj obdelati. Slovenski in italijanski zgodovinarji, slovenski in italijanski kulturniki. Omenjeni Forum Tomica, ki je pač izraz take volje in ki uspeva vsako leto združevati intelektualce z vseh treh držav in dejansko pristopati do vseh teh vprašanj, tudi najbolj kočljivih, tudi do fojb, do Exodusa na drugačen način. Ne na oni instrumentalen, propagandističen način, ampak na način, ki povezuje. Povezuje tudi v nekdanjih konfliktih. Zanimivo je prav v tej zgodovinskem opisu Tartinijeve zgodbe in Tartinijevega spomenika, je prav dr. Žitko objavil eno pismo, ki me je presenetilo, ki ga nisem poznal, čeprav se ukvarjamo tudi kot muzej s Tartinijem, ena novost o odmevih oziroma o polemikah, ki so nastale po odkritju spomenika 1896 v Piranu. In tam je videti, kakšne tenzije, kakšne animozitete so prevladale takrat, in se danes soočiti s takratnimi konflikti, seveda za zgodovinsko distanco, je poučno in mora biti tudi koristno za to, da bi razumeli, česa ni potrebno ponoviti v zgodovini. Mislim, da v tej knjigi je veliko tega in podrobno branje teh zgodovinskih člankov, citatov, takratnih novinarskih poročanj nam dejansko odpre in nam pomaga razumeti
tisto obdobje, zakaj so nacionalizmi nastali, v kakšnem kontekstu in zakaj so pripeljali tudi do katastrofalnih posledic. Recimo fašizem je bil eden od takih hudih posledic in seveda potem pa verižno smo imeli tudi druge tragedije. Skratka, še enkrat ponovim, da to je zdaj zbornik oziroma monografija, ki bo marsikomu pomagala pri razumevanju naše Istre in je mogoče zanimivo, da oba pobudnika, in avtorja in soavtorja te monografije sploh niste iz strana, ampak oba sta Prišleka. Zanimivo pa je, da včasih Prišlek boljše dojema, boljše razume stvarnost enega zapletenega prostora, kakršna je multikulturna Istra, kot sam Istran, ki tam živi in ki je prepojen z nekaterimi predsodki. Zunanji opazovalec, če pride seveda z odprto glavo, kot je prišel dr. Žitko, kot mlad raziskovalec in je takoj opazil Pretorsko palačo, je takoj opazil beneški značaj tistega mesta in ga je to intrigiralo. Ga je v bistvu spodbudilo k temu, da razume, kaj se je dogajalo v tem mestu, ne samo po 45 letov, ampak prej. Mislim, da ta je tisti pravi pristop. To je podobno tako, kot ko pride Anglež v Istro in obnovi hišo na pravilen način. Medtem ko domačin bo naredil katastrofo. To se večkrat dogaja. Zato mi Istrani, recimo tudi jaz sem navsezadnje sin Prišlekov, ampak po materini strani sem nekje iz istrskega okolja, smo lahko hvaležni takim intelektualcem, ki so razumeli Istro in prav v tej monografiji to razumevanje se izhaja in postaja zelo vidno. Tako da priporočam absolutno branje to knjigo, promocijo te knjige, bomo nadaljevali s temi predstavitvami, mogoče pa Mitja Guštin bi imel še zadnjo besedo, da zaključimo. In glede na to, da bomo nekateri so avtorje, morda mi prepustili tudi njim kakšno vprašanje najprej. Mislim, da smo bili kar izčrpni, tako da preostane zdaj ogled knjige in branje posameznih poglavij. Jaz bi se zahvalil obema mojima dobrima kolegoma, prijateljima za tole predstavitev. Jaz sem vedel, da bo dr. Žitko izčrpen, sem vedel, da bo Franko Juri to za nasmehom opravil in pravzaprav lahko samo rečem, vidimo se na naslednji predstavitvi, katere bomo pa poskušali mogoče malo bolj tematsko obarvati, zato da bi občinstvo pritegnilo ali pa reagiralo na teme, ki so danes v slovenski Istri izredno aktualne. To je urejanje prostora, to je urejanje življenja, razmere pač, v katerih živimo. Najlepša hvala vsem za obisk. Samo še eno. Kot sem rekel, vidimo se na prihodnji predstavitvi. Samo še eno vprašanje. Ja, pardon. Dovolite. Se opravičujem, da sem prišla večkrat kasneje, ampak sem, kakor bi rekli na našem koncu, parfurjala iz Portoroža, zato da te predstavitve ne zamudim. Tatjana Lesjak, nisem novinarka, ampak profesorca. Rada bi se zahvalila, kot sebe nekako dojemam ob tej predstavitvi že kot artefakt te zgodovine in tega področja. Spadam v tisto generacijo, ki je začela hoditi celo v osnovno šolo, skratka v Portorožu, potem naprej smo hodili tako kot dr. Guštin, upam, da se me hoče še spomniti. Si sva sodelovala tudi kasneje. Smo bili zelo ponosni gimnazijci Koprske gimnazije, doživeli še profesor Martinca, velikega humanista, ne samo enega največjih romanistov,
Potem seveda profesor Marušiča in tako naprej. Skratka, ta del, za katerega smo vedno čutili, ker smo pač živeli še v coni B, da ga je kontinentalna Slovenija nekoliko pozabljala. Pustimo zdaj gospodarski del, ne? Ampak to, kar je prej profesor dr. Šitko rekel, ne? Da naj bi bila pandemija ali epidemija imela tudi en določen plus predznak. Upam, da mi ne bo kdorkoli zameril in če mi bo, bom to tudi utemeljila, zakaj tako rečem. Še vedno po tolikih desetletjih in turizma in krasnega razvoja in tako naprej, roko na srce, kontinentalni Slovenci še zmeraj vidijo morje na Hrvaškem in ne pri nas v slovenski Istri. Dobro, tukaj so lahko mnenja zelo različna, ne? In kot zelo vestna in natančna opazovalka tudi ljudi, ki prihajajo na naš koprsko-izolsko-piranski del. Včasih tudi koga kaj povprašam, kaj so si pa ogledali, pasante in tako naprej. V glavnem ljudje, ne bom rekla, da vsi, ampak veliko in za moje pojme in še koga drugega, veliko ljudi se pripelje dol na morje, ki mu rečemo tudi naše morje, bolj zaradi sladoledarnic, kot pa tega, da bi si šlo ogledovati Koper, da bi vedeli, da je Portorož, ki je seveda zelo uničen, ampak da ima tudi še hiše in vile iz obdobja italijanske secesije, ki so zelo nekatere zanemarjene, redke se obnavljajo in tako naprej. Ampak osebno, tudi glede na to, da izhajam iz pedagoških vrst, bi rekla, da se je morda v vseh naših učbenikih nekoliko premalo govorilo in povedalo, avtorjev je dovolj, tudi o slovenski Istri že vsa desetletja za nazaj. Upam, da mi ne boste zamerili, lahko, da sem tudi kakšne članke spregledala, ampak to sem že večkrat tudi v državnem svetu sem dobesedno prosila ob enem takem simpoziju, ki je tudi bil že kar nekaj let nazaj, 10 in več. Morda bo treba nekoliko več takih prireditev, kot je tale današnja, ki je seveda gre samo za ploska, jasno avtorjem in prirediteljem in hvala tudi Matici. In res bi si želeli, da tisti, ki smo zrasli tako rekoč trojezično, pa nedvomno, in slovensko in italijansko, ne vem, če si danes tukaj v Sloveniji lahko predstavljajo, da se otroci igrajo v tem in v onem jeziku, da uporabljajo celo tako imenovano interlinguo, in če smem, se to je bolj za predsedstvo, anekdotično povedati, seveda, kot sem rekla, spadam v artefakte, ko sem kot predšolska punčka stopila na vrt pred skupinico otrok, enako majhnih, je bila najbolj korajžna tista deklica, ki je stopila iz skupinice ven in je rekla: "Komaj ti tečami, čez en mesec sme že tudi tako govorila." Hvala lepa. Ja, Tatjana, hvala lepa za veliko številne nastavke, kajti tvoj govor je bil pa tak, da lahko tle še 3 ure sedimo, ker bi radi na vsak nastavek nekaj odgovorili. Jaz bom samo nekaj rekel. Jaz sem tak lokalni arheolog, ampak rojen v Mariboru, vso šolo sem naredil v Portorožu v Piranu, študiral v Ljubljani,
12 delovne dobe sem naredil v Brežicah, v času, ko nihče ni vedel, kaj je to Kozjansko, dokler ni bilo potresa. Pa sem se potem spet vrnil recimo v Ljubljano in deloma v Piran. Kaj sem hotel s tem reči? Kamorkoli sem prišel na obrobje, so se vsi pritoževali, da o Ljubljani o njih nič ne vemo. Potem seveda sem šel po Ljubljani in ker sem bil poskočni mladeničko študent, prepoznam še zmeraj ljudi, ki so pravzaprav tako kot jaz iz lokalnih okolij pristali v Ljubljani in tako ali drugače z nekimi spomini smo ti Ljubljančani, ki so že tisti, da pravi močvirniki v manjšini, smo nekako krivi vsega, kar pravzaprav naše pokrajine okrog Ljubljane pričakujejo. Kaj sem hotel pa s tem reči? Seveda imaš to vse prav, kar si povedala. Jaz sem pa vesel, da je Jernej Pavšič dosegel pri Slovenski matici, da bo šel iz pokrajine na pokrajini. Res, da je začel z Ljubljanskim barjem, pa da je potem v Vipavski dolini, ampak da je Istra in potem bojo tudi druge pokrajine prišli na vrsto, je to že, da tako rečem, v Ljubljani en velik dosežek, da cenimo oziroma da skušamo prikazati, jaz nisem pravzaprav zraven bil, nekako to Slovenijo kot tisto, ko rečeš, za vsakim hrivom se nov svet odpre in seveda s tem tudi različne zgodovinske okviri. Jaz nimam, kot sem rekel, lahko bi šli še naprej, nastavitva. Ja, mogoče bi pripomnil še to, da pač ste omenjala, da dejansko je tega vedenja, poznavanja istrskega prostora relativno malo. Jaz priznam, po 5 letih študija, ko sem se vrnil v Istri, oziroma v tem mikrozgodovini, pravzaprav kaj dosti sploh nisem vedel. Tako da v bistvu vse znanje, ki sem ga kasneje akumuliral, napiral sistematično, je bilo prepuščenim meni samim, se pravi nekaj mojemu entuziazmu, pripadnosti temu prostoru, kar je morda po svoje najboljše. Se pa spominjam, da so pa s pokojnim dr. Miroslavom Pahorjem, ki je bil predhodnik Franka Jurija, dolgoletni direktor Pomorskega muzeja v Piranu, dostikrat debatirala o tem ključnem vprašanju. A smo Slovenci pomorski narod ali nismo? On absolutno je bil zagovornik, je rekel, mi smo, on je veliko del tudi napisal, Jamborna cesta in tako naprej. Jaz sem bil bolj skeptičen, sem rekel, Miro, jaz nisem tako zelo prepričan, da smo pomorski narod, ko smo imeli pomorščake, na katere je bila Avstro-Ogrska mornarica zelo ponosna in kapitane, ugledne in tako naprej. Prav gotovo je to bil en ampak, da smo kot narod pravzaprav zelo pomorsko, mislim, da pravzaprav ne. Tako da tukaj smo ostali vsak na svojem bregu, ampak zdaj, veste, tle koncu je ta dilema morda prisotna, ampak pozorno, veste, bi pa še na nekaj, če boste listali po tej knjigi, v besedi in sliki boste velikokrat zasledili Trst. Ta Trst ni del slovenske Istre, seveda da ne, ampak brez Trsta. Trst je bil srce in pljuče tega prostora. Ko se je povezal z Dunajem, železnico, veste, brez Trsta si enostavno ne ekonomskega, ne drugega razvoja ne bi mogli predstavljati. In tako da ga je bilo treba na nek način nujno vključiti v ta pregled, torej skozi stoletje pravzaprav je prisoten v tem prostoru in tako da morda tudi to samo po sebi kliče k razmišljanju o tem, da bi to knjigo morda v nekoliko v skrčeni obliki tudi prevedli v italijanski jezik. Kajti, veste, tako, če niso v našem predelu, oziroma tukaj v naši regiji, knjige dvojezične in dostikrat so me v Ljubljani grdo gledali, so rekli, zakaj so vaši razstavni katalogi in publikacije prvič dragi
in drugič tako debeli, sem rekel zaradi dvojezičnosti. Ne? Kako? Jaz sem rekel zato, ker je prav, da jih prevedemo v italijanski jezik, ker sicer pišemo samim sebi. Ne? Torej to, kar mi počenjamo, mi pišemo, mi delamo, veste, ne mislite, da je neopaženo, daleč od tega. Daleč od tega. In jaz vem, da seveda so bili nekateri kolegi, Italijani, ki seveda niso znali slovensko, zelo počaščeni, ko sem jim poklonil knjigo, ki je bila dvojezična, da so si lahko prebrali pravzaprav potem tudi italijansko verzijo, čeprav se je potem zgodilo, enkrat po dolgem času so se srečala, sem rekel, če je prebral, ko sem prebral, in potem me je po italijansko vprašal, in je rekel, ma chi ha tradotto questo testo? Kdo je preval? Sem rekel, uno dei vostri connazionali, to je eno, rekel, ma questo qua non conosce lingua italiana, to se pravi, torej rekel, ta ne pozna italijansko, se pravi, vidite, je jezik, ne, italijanščina, tista pogovorna, ki mislimo, da je seveda ena italijanščina, ampak tako kot francoščina, tako kot drugi romanski jeziki ali pa katerikoli, imajo več nivojev. Se pravi, torej, kaj pomeni jezik? Ne? Jaz sem imel na srečo priliko brati sjajne tekste, pa seveda biti tudi v stikih, naprimer na nekaterih konferencah, diskusijah in tako naprej, kjer sem slišal izborno italijanščino, visoko italijanščino. No in vidite, ta fenomen jezika, hočem reči, fenomen jezika je tukaj nedvomno, v tem prostoru, nedvomno ves čas prisoten, tega se je treba zavedati, tega marsikdo ni preprosto razumel in še moji kolegi, naprimer, ko smo konec študija, enkrat smo šli na Koroško, da so nam pokazali, kje so bili Slovenci, drugič so nas peljali v Koper in moji kolegi, ko smo hodili po Kopru, so rekli, ja, tukaj smo slišali, eni govorili italijansko. Jaz sem rekel, škoda, da ste zgodovinarji. Da me sprašujete take, sem rekel, pač sej, to je realnost, to je pač zgodovina tega mesta in vem, da sem se enkrat v Piranu, sem imel predavanje, zelo zameril, ko sem rekel, dragi moji, ne Koper, ne Izola, ne Piran v preteklosti niso na slovenska mesta. Ne po jeziku, ne po, rekel, kulturi. Kako to misliš? Sem rekel, pač, to je dejstvo. Ne? In malo me je zborilo, veste, ko sem pred časom slišal, mislim, da je bila glasbena urednica na RTV Slovenije, rekla, Giuseppe Tartini, letos je Tartinijevo leto, to je pa naše gore list. Giuseppe Tartini je maestro delle nazioni, prav gotovo, se strinjam, naše gore list ne more biti, kajti on je bil beneški, torej, podanik. Pravi, rojen v Piranu, v beneškem obdobju. To je bila Bistrija Beneta, to ni bil del Kranjske. Zdaj pač tukaj nekih predsodkov, mi ne moramo gledati skozi to opcijo, ne? Torej to je pa zdaj naše gore list, veste, ker potem hitro zapadamo v tej neumnosti, torej, ki seveda kažejo na to, da enostavno identitete tega nekega prostora ne poznamo dovolj, da ga ne cenimo dovolj. In takih stvari je še cela vrsta.